Poziv vladi za zeleni preboj ima dva bistvena namena, kot jih jaz vidim. Prvi je, da pokaže ozaveščenost slovenskega prostora v povezavi s to tematiko, in ta množičnost in ta resna zainteresiranost je še dodatno povabilo vladi, da to resno upošteva, da deluje v imenu državljanov in njihovem razumevanju nekega celostnega in trajnostnega razvoja in tudi poti iz krize. In na drugi strani, ker nam konkretne statistike iz nivoja Evropske unije kažejo, da je zelena ekonomija že presegla 2,4% bruto nacionalnega prihodka Evropske unije in je ena redkih vsebin, ki raste tudi na nivoju ustvarjanja dodane vrednosti. Samo kot podatek trenutno že predstavlja več, kot predstavlja recimo jeklarska industrija, avtomobilska industrija, farmacevtska industrija. In še enkrat, to je resno povabilo, da se te statistike upošteva in da se tudi upošteva razmišljanje in vera ljudi, ki živijo v tem prostoru, da je zelena zgodba, zelena ekonomija tista, s pomočjo katere lahko naredimo naslednji razvojni korak. Za mene osebno je to pač izražanje moje življenjske filozofije. Jaz osebno trajnostni razvoj živim in ga tudi uspešno uvajam v strategije razvoja tako podjetij slovenskih in tudi mednarodnih, kot tudi v strategije razvoja lokalnih skupnosti. Zagotovo je to zelo pomembna druga os razvoja nekega ekonomskega okolja, poleg nekih intenzivnih finančnih naložb in pa raznih finančnih oblik povezovanja in pa joint ventures in različnih tovrstnih partnerstev. Organska rast in trajnostni razvoj ponujata povsem učinkovit način razvoja poslovnih sistemov in lokalnih skupnosti, ki pa temelji na nekih trajnostnih vzvodih.